Se kdaj počutiš, da mogoče tavaš v tem poslovnem svetu in ne vidiš prave smeri, kam v bistvu sploh iti? Če je tvoj odgovor da, je mogoče lahko problem tudi v tvoji viziji ali v pomanjkanju te vizije. Tako da vabim te, da poslušaš to epizodo, ko bomo govorili o eni zelo, zelo pomembni tematiki in to je vizija. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Torej, danes sem se želela dotakniti ene zelo pomembne tematike in to je naša vizija za naš posel, za naš brand. In običajno, kar se zgodi, obstajajo torej podjetniki pa podjetnice, tudi jaz sem bila nekaj časa med njimi, ki bi jih jaz mogoče poimenovala kar kot eni tavači, ki tavajo sem pa tja, pa mineva čas, pa minevajo leta in se v bistvu nikamor ne premaknejo, hkrati pa tudi niso zadovoljni s tem, kar počnejo. Ali imajo premalo strank ali se ne premaknejo naprej in se nekako ciklajo v začaranem krogu, in potem iščejo samo nove tehnike, nove metode in pravzaprav nič kaj dosti ne deluje, kar je zraven potem še za opaziti običajno, da niti ni prave motivacije, tista, ki bi jih gnala naprej, tista, ki bi rekli, ja, dajmo še to narediti, ali pa ne vem, gremo še v to smer, nimajo jasne vizije. In tukaj je torej tudi ena izmed teh velikih napak, ki bom rekla kar, da jo marsikdo vzame kot nepomembno ali pa jo spregleda, ker rečejo, ja, saj jaz pa nekaj imam. In to je vizija. Vizija v stilu ali je ni, torej ali je sploh nimamo vizije, v katero smer želimo, kakšen brand želimo ustvariti, ali pa je ta preveč ohlapna in ni nekaj takega zelo, zelo konkretnega. In da mogoče se potopiva v tematiko, kako zdaj, kaj je zdaj za to vizijo, si mogoče za začetek predstavljaj, če imaš recimo točno smer, kakšen brand, kakšen posel želiš zgraditi. To pomeni, da točno veš, v kakšnih okolju želiš delovati, kakšne točno so tvoje stranke, koliko jih je, a so to prestižne stranke, ali so to cel kup strank, pa mogoče greš na širšo skupnost, da mogoče si prepoznan, pa prepoznana točno na eno besedo, da nekdo reče, pa je prva misel si ti. Primer, recimo, če nekdo danes reče, v bistvu recimo, če pogledamo Radenska, Radenska je brand oziroma podjetje, ki ima torej mineralno vodo in je v bistvu to že zdaj postalo, mineralna voda pa Radenska, skoraj da že velikokrat je to sinonim oziroma pomeni že isto, Včasih rečemo, pridemo nekam na pijačo, si naročiš Radensko recimo, in v bistvu misliš mineralno vodo in se pravi, ko nekdo reče mineralna voda, recimo tudi vsi pomislimo potem mogoče najprej na Radensko. In to je recimo tudi ena izmed teh načinov, kakšen brand mogoče si želiš ti ustvariti. In seveda, če nimamo jasne slike, jasne vizije, kakšen brand si želimo ustvariti, potem je seveda zelo, zelo težko ustvariti oziroma iti v tej smeri, da ustvarimo tudi takšen brand oziroma posel. Mogoče je tudi neko veliko prepričanje, da je uspešen posel, da imaš ogromno ljudi zaposlenih. To je bilo recimo tudi dolga leta eno izmed mojih prepričanj, da moraš imeti veliko zaposlenih in tako naprej, dokler nisem v bistvu ugotovila, da zame uspešen brand oziroma uspešen posel oziroma moja vizija ni v tem, da je veliko ljudi, vsaj zaenkrat ne, kar se lahko še spremeni, da bi imela veliko ljudi zaposlenih zaradi tega, ker si jaz dejansko želim tudi delati z ljudmi 1 na 1, zdaj mogoče ne samo konstantno, ampak koliko si zaželim in hkrati v bistvu želim imeti mogoče neko pomoč oziroma jo imam, mogoče pa ne na način, da imam celo kup zaposlenih ljudi za sabo. Zakaj? Ker to pomeni, da v bistvu potem
svoje primarno delo več ne počnem, ampak v bistvu potem stopiš v vlogo nekoga čisto drugega, ki v bistvu menedžira ljudi, kar pa mene definitivno vsaj na tej točki ni znotraj trenutno moje vizije. In tudi to je okej, da se vprašamo, kakšen brand želimo ustvariti, skreirati. Pred nekaj časa recimo sem brala tudi eno ful zanimivo knjigo, ki ti jo tudi toplo priporočam, če te zanimajo te tematike, Company of One, torej podjetje kot neko z enim, a ne, kot neki samo, da je samo en zaposlen. In tam v bistvu zelo lepo pove, da strmenje samo k temu, da imaš veliko ekipo, da imaš veliko zaposlenih, je nekaj, kar je mogoče v družbi kot nekaj normalnega, ampak če se pa vprašamo, lahko pa mogoče marsikdo ugotovi, da si v resnici tega ne želi in da mogoče želi imeti eno tako super podjetje, super brand, kjer lahko bolj ali manj je en zaposlen, torej da ga vodi ena oseba in ima mogoče še kakšno dodatno zunanjo pomoč, ki pa ni točno vezana na mogoče da nima plače z našega podjetja in tako naprej. Skratka, zakaj sem to želela podeliti? Ker želim spodbuditi to, da mogoče sploh zdaj, ko je začetek leta, razmišljamo tudi o tem, kaj je zares naša vizija. Ker če imamo samo neko vizijo oziroma imamo nekaj, kar se nam zdi fajn, običajno to ni dovolj. Vizija je fajn, da nas prižiga, da je takšna, kjer se je malo tudi prestrašimo, zaradi tega, ker je tako dobra, a ne? Da nas malo prestraši, da je izven cone obdobja, ker takšna vizija nam bo v bistvu potem služila kot kompas, kam želimo peljati. In vizijo je zelo pomembno, da imamo že takoj na začetku svojega posla. Seveda se lahko čez čas tudi spremeni, ampak pri ustvarjanju vizije je v bistvu ena izmed največjih napak je to, da je ali je sploh ni, ali pa na drugi strani, da je zelo ohlapna oziroma, da bom rekla kar tako, da je izposojena ali pa kopirana od koga drugega. Primer, recimo, da se pogovarjamo ali pa spremljamo neke brande, ki so nam blazno všeč in ugotovimo, kakšna je njihova vizija, na kak način delujejo in tako in si rečemo, aha, to se posliši dobro, jaz bom tudi imel ali pa imela takšno vizijo in potem recimo vse to začnemo kopirati. In če ni to nekaj, kar nas res prižiga, ne, jaz včasih rečem, da ne dobiš kar tistih metuljčkov v trebuhu, pa da te malo prestraši, potem mogoče to ni naša vizija. In je zelo dobro, da si ustvarimo neko svojo vizijo, kar nas res prižiga oziroma nas dela žive. Ker le to nam bo dalo v bistvu res tisto moč, tisto iskrico, ki nas bo potem peljalo naprej na dolgi rok. Ne? In bomo tudi vsak dan, tudi ko pride mogoče kakšen izziv, ga veliko lažje tudi nekako šli čez njega. Ne? In zdaj si predstavljaj, da če imaš jasno vizijo, kakšen brand, kakšno podjetje si želiš zgraditi. A ne? Ali je to mogoče, da si tudi tako prepoznaven, da te povabijo v določene medije, na intervjuje, ali je to, da imaš toliko pa toliko na leto ali pa na mesec strank, a ne? Ali je to pomeni mogoče, da delaš samo par dni na teden. Skratka, karkoli je, ko imaš jasno sliko, kakšen je uspešen brand oziroma kakšen brand si želiš ustvariti, potem je seveda to kompas, v katero smer želimo iti. In zelo pomembno je torej, da ga imamo že od začetka, ker če začnemo, a ne, svojo podjetniško pot in rečemo, ok, jaz moram samo toliko zaslužiti, da pokrijem položnice, je zelo nevarno, da imamo recimo mi kompas nastavljen v desno smer, a ne, za te korake, da pa pridemo do nekih zaslužkov, gremo pa v levo smer. Kar pomeni, da na eni točki, če bomo želeli zamenjati to levo smer v smeri z našo vizijo, bomo imeli veliko daljšo pot, kot pa če že od začetka vemo, v katero smer gremo in tudi če delamo na začetku mini korake, gremo v tej pravi smeri. Tako da vizija je res lahko čudoviti kompas, ki nam pomaga priti do ciljev. In kaj je še najboljše? Ker ko imamo vizijo, si lahko določimo tudi določene cilje, ki so kot eni taki koraki, ki nas bodo peljali do tega, da
pridemo do te naše vizije. Če je recimo naša vizija, da se pojavimo v določenem mediju, mogoče kakšen večji medij, intervju, kaj podobnega, kaj so tisti prvi koraki, ko jih moramo narediti? Mogoče moramo zgraditi prepoznavnost, mogoče se moramo naučiti bolj izpostavljati, da nas ni sram in tako naprej. Mogoče moramo začeti deliti tudi sporočila, ki inspirirajo in tako naprej, zaradi tega, da bomo sploh prišli do te točke, da nas bo nekdo lahko želel povabiti v medije, da bomo lahko dodali tudi neko dodano vrednost in tako naprej. Skratka, če imamo potem zastavljene cilje, lahko lažje pridemo do te vizije. In ti cilji, ne pozabiti, naj bodo res taki zelo, da bomo lahko jih obkljukali, ali pa ne. In tudi vizija, da je čim bolj konkretno. To pomeni, da ne rečemo, da si želimo uspešen brand zgraditi, ampak da rečemo točno, kaj to uspešno za nas pomeni. Mogoče bo to za nekoga, tako kot sem že omenila, da delaš samo 2 dni na dan, 2 dni na teden, ali pa mogoče bo za nekoga drugega uspešen brand pomenil to, da zasluži 100,000 evrov na teden, na mesec, na leto. Karkoli je, za vsakega je lahko ta uspešen brand nekaj drugega in pomembno je, da si res zelo zastavimo bolj konkretno, kaj to pomeni. Ker če si zastavimo, da želimo zgraditi brand, ki nam bo prinašal, 5,000 recimo evrov na mesec, kaj so koraki, ki nas bodo peljali do tja? In so lahko zelo konkretni. Mogoče želiš neko prepoznavnost zgraditi, kako jo lahko narediš, kako si lahko najbolj učinkovit oziroma učinkovita v tej poti, da prideš do ciljev in z cilji potem prideš tudi do svoje vizije. Zdaj, kar bi rada še omenila, seveda je tudi to, da vizija niso samo dolg seznam nekih ciljev ali pa taskov ali pa nalog, ampak je en tak jasen pa navdihujoč stavek, ki nam pove, torej, kakšen brand si želimo ustvariti. In zdaj, če pomislimo, kako v bistvu oblikovati neko dobro vizijo, takšno, ki nas bo res prižigala, ki nas bo motivirala, da zjutraj tudi vstanemo, je to, da v bistvu pogledamo vase, kaj si zares želimo. Kaj je res znotraj nas tisto, kar bo nas prižigalo. In seveda lahko se vprašamo tudi, komu lahko na ta način s to vizijo najbolj pomagamo, kako in pa seveda tudi zakaj. Zakaj si to sploh želimo. In ko imamo ustvarjeno vizijo, je fajn, da jo tudi večkrat pogledamo in da se tudi večkrat spomnimo. Jaz recimo vsako leto, sploh zdaj, ko smo ravno v takem začetku leta, rada pogledam v svojo vizijo in se vprašam, a še to zmeraj vibrira z mano, ali se je mogoče kaj spremenilo in tako naprej. In zelo dobro je potem tudi, da s to vizijo vsak dan živimo. Kaj to pomeni? Da mogoče imamo nekje to napisano, uokvirjeno, kjer lahko vsak dan mogoče vidimo, preberemo, če pišeš dnevnik, lahko to vsak dan si tudi prebereš ali pa zapišeš v dnevnik, In seveda, da prilagodimo te svoje aktivnosti čez dan, čez mesec oziroma, če imamo cilje, da si določimo cilje za mesec, za teden in pa potem tudi za dan v smeri te naše vizije. In ta naša vizija je v bistvu potem kot tudi dnevni kompas, kam želimo iti. Zakaj je to zelo pomembno? Ker recimo velikokrat se lahko zgodi, da slišimo, na podjetniški poti, ko imaš espe, pač moraš biti prisoten na družabnih omrežjih in moraš recimo vsak dan objavljati. To je seveda lahko zelo, zelo učinkovito, ampak tukaj se je treba seveda vprašati, ali je to v skladu s tvojimi cilji. Če je tvoja vizija v brandu to, da ti mogoče delaš samo 2-krat na dan in bi zdaj vsak dan moral objavljati sproti neke objave, mogoče to ni čisto v skladu s tabo. Tako da tukaj bi definitivno rekla, da je fajn, da pazimo, kaj so naši cilji in kaj nas bo pripeljalo do teh ciljev.
Okej? Tako da to je definitivno še ena pomembna točka in pa tudi ne pozabiti, da je fajn biti pri naših ciljih tudi malo fleksibilen v stilu, kako pridemo do ciljev in da si dovolimo tudi eksperimentirati, pa potem tudi kaj spremeniti, optimizirati ali pa pretestirati kaj novega. Če recimo želimo doseči ali pa povečati na mesec recimo mailing listo za 100 ljudi, in da je to naš cilj in želimo do tega cilja priti, si naredimo eno pot, da bomo redno objavljali na družabnih omrežjih in da recimo objavljamo potem 3 mesece redno z super vsebino na družabnih omrežjih in vidimo, da to v bistvu nas ne vodi do našega cilja, da se nihče recimo ne prijavi na našo mailing listo, potem je fajn, da se ustavimo in da vprašamo, ali lahko kaj optimiziramo, kaj spremenimo, da bomo bolj učinkoviti. Kar pomeni, da mogoče nimamo dovolj vsebin, da bi jih povabili na našo mailing listo, mogoče bomo ugotovili, da katero omrežje ni najboljše za nas, mogoče bomo same vsebine spremenili, mogoče bomo morali dodati klice k akciji, ker jih do zdaj nismo imeli, mogoče bomo pa ugotovili, da to za nas ni najboljši sistem in da bi bilo bolj učinkovito, če bi recimo počeli nekaj drugega, zato da bomo pridobili 100 ljudi na našo mailing listo v enem mesecu. Tako da ne se tukaj bati oziroma je fajn, da smo fleksibilni, in da poskrbimo za to, ker imamo kompas, ker ko imamo vizijo, ker imamo jasen cilj, kam si želimo, imamo torej jasen kompas, katere naloge nas peljejo tja in katere stran. In če se ti slučajno zgodi, da imaš urnik čisto poln nekih nalog in zraven tega nisi zadovoljen ali pa zadovoljna z rezultati ali pa z tem, kam želiš priti, potem je mogoče fajn, da se ustaviš in pogledaš, ali te naloge, ki jih mogoče imaš na svoje to-do listi, vodijo tja, kamor si želiš ali ne. Običajno je smer zmeraj ena, oziroma je odgovor zelo jasen. Ali me bo zdaj ta naloga peljala bliže mojemu cilju ali dlje, ker mi bo recimo ali pa ne bom rekla ukradla, ampak vzela čas, ki ga potem seveda težko dobimo tudi nazaj. Tako da te povabim, da v komentarju zapišeš, kakšna je tvoja vizija za tvoj brand, kakšni so mogoče cilji, če želiš, pa potem lahko z veseljem poklepetamo še v komentarju. Tako da se vidimo in pa definitivno ti želim uspešno, najboljše leto do zdaj in se slišimo zelo, zelo kmalu. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.